1. januar je prvi dan v novem letu, ko se začnemo sekirati, zakaj se ne držimo novoletnih zaobljub ali pa vsaj dan za počitek. V mojem primeru ni ne eno, ne drugo. Novoletnih zaobljub nimam, počivam pa večino časa. Kdor spremlja ta kanal, ve, da sem pred kratkim podiral Guinnessov rekord v sestavljanju Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom. No, še kar čakam na uradno potrditev Guinnessove komisije, ampak ne bomo počivali na nepotrjenih lovorikah. Če spremljate ta kanal, potem verjetno veste, da sem vmes uspešno pridelal kruh, kar je najbrž posledica selitve, katere posledica je tudi tale prostor in trenutno še precej velik krame v njem. Ampak danes je prišel čas, da v red spravim svojo pisarno / studio, ker jo bom potreboval. Kmalu bom imel operacijo bruha, kar pomeni, da bom moral potem kar nekaj časa mirovati in mislil sem, da bo to okrevanje podrlo vse moje dosedanje načrte. Potem pa sem spremenil vse svoje načrte. Kaj bi človek lahko počel, ko miruje, ko se ne loteva nobenih telesnih podvigov? Mogoče so takrat in tako primerni miselni. Odločil sem se, da bom spet podiral rekord v recitiranju decimalk števila pi. Poskušal ga bom tok fejst podret, da bo bolel, tok fejst podret, da bi rabo dovoljenje Gozdarske zbornice Slovenije, tok fejst podret. Dobro, pustimo te primerjave. Skratka, rad bi nazaj osvojil rekord v recitiranju decimalk števila pi. Trenutno ga ima Lev Rus, to je 3333 decimalk. In to je tudi nov projekt rekord, imenovan Pi projekt, oziroma ljubkovalno Lesi, zato ker se vrača. Štekate. Ja, ne? Okay. Nekaj stvari sem se naučil v projektu rekord, recimo to, da ni dobro, da čisto vse cilje takoj na glas deklariram, zato ker je pol to zame še večji pritisk. Zato naj zdaj ostane pri tem, da bi rad trenutni rekord samo ful izboljšal. Več pa sproti. By the way, kako mi je všeč tale moja nova pisarna / kramarnica? Mislite, da ima potencial? Napišite spodaj in se gledamo.